Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Tudi letos vam bomo upravljavci Save Infond predstavili naše poglede, naše razmišljanja za leto 2024. Moje ime je Aleš Šoba, z menoj pa je v bistvu celotna ekipa upravljavcev, Barbara Gačnik, Aleš Grbič, Damjan Kovačič, Uroš Selič in pa Jure Rogač. Zdaj pa preden gremo v bistvu v leto 2024, pa je primerno, da se še ozremo v bistvu preteklo leto, torej 2023, ki nismo ga še zaključili, ampak smo, dokaj blizu konca. In kot vidimo, delniški trgi popolnoma drugačna slika, kot pa recimo v letu 2022, torej vlagatelji so lahko mnogo bolj zadovoljni. Globalni delniški indeks je tako se približal meji 20%, po tistem lanskem letu, ki je izgubil dobrih 13%, kar veliko bliž. Glavna zgodba, lanskega oziroma letošnjega leta pa je bila poleg odpornosti gospodarstva tudi to, da je nekako podjetja s področja umetne inteligence so nekako bila zaslužna za večino tega donosa, za večino teh 18%. In tukaj vidimo tako imenovanih veličastnih 7, torej gre za v bistvu 7 podjetij, ki so nekako povezana z umetno inteligenco, pa pa tudi nekako, to so največja podjetja na svetu, najbolj kvalitetna in leto 2023 res bilo, v njihovi domeni. Vidimo, donosi so se gibali od 50% do preko 200%. Načelo pa seveda delnica Nvidia, ki je tudi, tisto glavno podjetje, ki je tudi najbolj profitiralo od, te revolucije umetne inteligence. Ker če se ozremo pa recimo na ostale dele trga, torej če smo rekli globalni indeks plus 18%, pa je nekako verzija indeksa, kjer ima vsako podjetje enako utež, pridobila le slabih 5%, pa če bi se vrnili nekako 2 meseca nazaj, še začetek novembra, pa je bil ta donos celo negativen. Tako da bi ostali del trga zunaj teh 7 naložb je imel zelo neko poprečno leto, ampak kot sem dejal, 7 podjetij nekako dvignilo celoten trg v močan plus. Tudi obveznice, po 2 negativnih letih znova pozitivne, predvsem po lanskem letu 2022 je šlo v zgodovino kot eno najslabših, če ne najslabše leto za obvezniške trge, ampak kot smo že lani v Mozaiku nekako napovedali, začetni pričakovani donosi so bili končno normalni in tudi nekako smo pričakovali normalno leto za obvezniške trge in to se je tudi uresničilo in tudi sredi decembra donos blizu 7%, kar je celo nadpovprečno za ta naložben razred. Zgodba pri obveznicah pa je bila seveda nižje obrestne mere pomenijo višje tečaje obveznic in nekako v zadnjih 2 mesecih so se ti, zahtevani donosi obveznic obrestne mere nekako spustile z tistih najvišjih nivojev tekom letošnjega leta. Recimo za evropske vlagatelje pomembne ter najbolj varna naložba 10-letne nemške državne obveznice, še tam konec oktobra blizu 3%, sedaj pa se nekako so spustile na 2% in to je seveda dalo nekako dodaten potisk obvezniškim naložbam. Zdaj pa, če se ozremo nekako v leto 2024, jaz bi glavna tema, še vedno ne moremo mimo inflacije in pa centralnih bank, vemo, inflacija je dominirala dogajanje tako v letu 2022 kot 2024. 2022 nekako, da je poskočila na tiste najvišje nivoje v zadnjih 40 letih. 2023 pa smo nekako videli nekako, da se ta inflacija končno nekako začela zniževati. In Barbara, kakšna so tvoja pričakovanja zdaj glede tega? Ker mislim, da je to še vedno tisto, kar je res ključno za finančne trge. Torej, kaj se bo dogajalo z inflacijo v letu 2024? Ja, tako si že omenil, v bistvu zgodba leta 2023 je definitivno dezinflacija, kar je v večji meri posledica stroge monetarne politike. Zdaj pričakujemo v letu 2024 bo upad nadaljeval, ampak zadnji del poti bo pa mogoče malo bolj postopen. V tem trenutku je recimo 40% potrošniškega cenovnega indeksa v ZDA že pod ravnijo Feda, to je pri 2%. Preostali del inflacije pa, to so storitve pa najemnine, pa imajo še vedno dovolj prostora za znižanje. Torej, če te razumem, če bomo videli mi nadaljnjo zniževanje te inflacije, potem tudi centralne banke lahko spremenijo svojo politiko, torej, da postane malo bolj ohlapna v naslednjem letu. Ja, v bistvu centralne banke so trenutno na pavzi.
Zdaj, ker se inflacija umirja, dodatne potrebe po zaostrovanju monetarne politike v bistvu ni. To je tudi na zadnjem zasedanju priznal predsednik Powell. Trenutni nivo obrestnih mer v ZDA so ohranili. Zanimivo pa je bilo, da ravno na decembrskem sestanku so precej omilili retoriko, kar se tiče obrestnih mer. Novembra recimo so še izjavili, da so pripravljeni na dodatne dvige, če bo za to potrebno. Sedaj pa v bistvu priznavajo, da ekonomska aktivnost se je upočasnila in v luči ohlajanja inflacije morda dvigi obrestnih mer sploh ne bodo potrebni. Zdaj v luči tega vlagatelji prve reze obrestnih mer v ZDA pričakujejo marca, v Evropi pa aprila drugo leto. No, vse v bistvu, bi rekel, največje presenečenje verjetno v letošnjem letu je bilo, da nismo doživeli te recesije, bi rekel, dobro evropsko gospodarstvo, kitajsko se zelo počasnilo, ampak ameriško pa je ostalo zelo odporno, ne? In zdaj se nekako znova govori o tem mehkem pristanku, torej tudi, se pravi, imeli smo nekaj šokov v letošnjem letu, mini bančna kriza v mesecu marcu, dodatna nova vojna na Bližnjem vzhodu, ampak se pravi, gospodarstvo ostaja odporna. Kaj meniš, je možno za ta tako imenovan mehki pristanek v letu 2024? Ja, v bistvu gospodarska rast v letu 2023 je bila odporna zaradi tega, ker so bili prihranki, privarčevana sredstva potrošnika so bili bistveno višji, kot smo pa pričakovali. Pomagali so tudi obsežni fiskalni paketi v ZDA. Zdaj v letu 2024 bodo te učinki izveneli, prihranki bojo počasi izčrpani, trg dela se tudi ohlaja, vidimo, in s tem se bo zagotovo umirila tudi potrošnja. Finančna podpora iz fiskalnih paketov je ravno tako omejena. Naša pričakovanja so, da se bo gospodarska rast v letu 2024 umirila in bo v bistvu precej nižja. Možnost mehkega pristanka v bistvu še vedno obstaja, sploh če bi centralna banka lahko znižala obresti časno, da bi preprečila recesijo. To pa je izvedljivo, če bi se inflacija upočasnila hitreje, kot pa to pričakujemo. V bistvu, koliko te razumem, ključno je nekako, da centralne banke res odigrajo zdaj svojo vlogo, pa začnejo v bistvu z temi pravočasnimi izpusti obrestne mere, ne, da nekako preprečijo, bi rekel, neko globljo recesijo. Ja, zdaj v bistvu tveganje recesije ne moramo čisto zanemariti, še vedno obstaja. Zdaj, če pogledamo krivuljo donosnosti ameriških obveznic, ki veljajo za zelo dober napovednik recesij, te so še vedno obrnjene. Od prvega dviga obrestnih mer je menilo nekje 20 mesecev, zgodovinsko gledano pa recesija nastopi v nekje v obdobju med 19 in 28 mesecev po začetku dvigovanja obrestnih mer, ampak ne glede na to, tudi če bi recesija nastopila, pričakujemo, da bo ta plitka pa kratka. Naš osnovni scenarij je v bistvu, da se bo gospodarska rast v razvitih gospodarstvih upočasnila podtrendno, se pravi, bo precej nizka. To pa je žal okolje, ki zelo omejuje centralne banke in te si v bistvu ne morejo privoščiti napak. Treba pa še povedati, da imamo letos pred sabo še ameriške predsedniške volitve in kljub temu, da FED neodvisen organ je del politične elite in verjetno bo dosti bolj dovzeten za kakršnekoli namige za recesijo in pričakujemo, da bo bolj popustljiv. Hvala, Barbara. Zdaj, če pa gremo mogoče od makro k naslednji, drugi veliki zgodbi, ki je dominirala dogajanje v letu 2023, pa sem prepričan, da bo tudi v naslednjem letu, seveda govorimo o umetni inteligenci. Jaz bi rekel, da je kar neko soglasje, da gre za večji tehnološki preboj, en večjih v zadnjih desetletjih in nekako, da bo pozitivno vplival, bi rekel, tako na produktivnost, na višjo gospodarsko rast. Zaleš, ti bolj podrobno to spremljaš, kakšna so tvoja pričakovanja za leto 2024 na tem področju? Ja, srednjeročno in dolgoročno, kar pomeni nekaj let ali pa 10 let naprej, smo sigurno lahko zelo optimistični, kar se tiče prihodkovne in odhodkovne strani, na katero bo imela vpliv umetna inteligenca. Predvsem zaradi pojava generativne umetne inteligence se vedno nekako postavlja vprašanje, ali smo nekje na poti hitrega pospeševanja avtomatizacije nalog, ki bo posledično pripeljalo do znižanja stroškov dela in tudi povečanja produktivnosti. In tudi spoznali smo, kaj preko ChatGPT-ja in drugih klepetalnikov ali ponudnikov umetne inteligence, kaj lahko vse naredi in dejansko meje skoraj ne obstajajo. In makroekonomski učinki bi naj po oceni investicijske banke Goldman Sachs bili nekje
1,5 odstotne točke letno se lahko povišala rast produktivnosti dela v Združenih državah Amerike. Ampak res to je ocena, videli bomo, koliko se bo v praksi to udejanjilo, ampak res pozitivno smo lahko nastrojeni iz vidika, ker bodo podjetja, ki ponujajo storitve, kjer je vključena umetna inteligenca, oni so lahko občutno povišali prodajne cene, kar pomeni, da so se jim že iz tega naslova lahko povišale marže. Na drugi strani pa imamo podjetja, ki na odhodkovni strani na ravni stroškov lahko le-te občutno znižajo ali pa jih bodo lahko občutno znižali ravno zaradi avtomatizacije določenega dela nalog. Zdaj torej, kot praviš, neko navdušenje je, torej nek potencial ne je, ampak navadno v zgodovino, ko pogledamo, ne, vedno to navdušenje pri takih tehnoloških prebojih mogoče gre pri vlagateljih predaleč, ne, torej bodo višji prihodki, višji dobički, podjetja bolj uspešna, ampak tudi vrednotenja, kar temu sledijo, mogoče včasih gredo predaleč, ne, in zdaj se pojavljajo neki strahovi, da se ne bi ponovil tisti balon iz leta 2000, torej tehnološki balon ob rojstvu interneta. Kakšno so pa tu tvoja mnenja? Smo že blizu tega, so pretiravanja, ali smo še v nekih normalnih, bi rekel, normalnem nekem okolju, kar se tiče vrednoten teh res, bi rekel, najboljših, najbolj kvalitetnih podjetij? Ja, vedno je dobro pogledati zgodovino in tudi zgodovinska vrednotenja in najlažje je, če pogledamo, pri katerem kazalniku pričakovanega dobička za naslednjih 24 mesecev kotira teh veličastnih 7, vidimo kotira pri 24,9-kratniku pričakovanega dobička. V času tehnološkega balona pa so vodilna tehnološka podjetja kotirala kar pri 52-kratniku pričakovanega dobička za naslednjih 24 mesecev oziroma za čez 24 mesecev. In tudi podobna slika je pri vrednotenju glede na prodajo podjetja očiščeno za kratkoročne finančne naložbe in dolg. In tudi vidimo, da so podjetja vrednotena nekaj manj kot 50% pod vrednotenjem iz tega časa tehnološkega balona. In zdaj pač moram se pridružiti mnenju, ne, da še ne moremo govoriti o balonu, ne, hitro pa smo lahko tam, ne. Vidimo, manjka nekje okoli 50% do teh vrednotenj, ampak moramo se pa tudi zavedati, da so ta podjetja oziroma njihovi poslovni modeli so občutno močnejši, kot so bili takrat, imajo visoke stopnje rasti prihodkov, tudi nadpovprečne profitne marže. In dejansko poslovanje je izredno donosno in tudi ustvarja dokaj visok prosti denarni tok. No, vse to si dobro omenil, se tukaj gledamo na grafu, torej vrednotenja še niso tam, bi rekel, poslovanje, pa kot si omenil, pa je celo mogoče boljše, oziroma fundamenti so bolj močni, kot so bili recimo vsaj teh 7 velikanov, kot so pa bili recimo pri tehnoloških podjetjih, ki so kraljevale ob prelomu tega tisočletja. Se strinjaš, ne? Absolutno. Ja, tukaj, če tudi primerjavi z ostalim delniškim indeksom, recimo brez vpliva teh velikih tehnoloških podjetjih, da vemo, zakaj so ta vrednotenja toliko višja, ne? Ker ta veličastnih 7, recimo 3-krat presegajo splošni indeks merjeno s kazalcem povprečne rasti prodaje in tudi enkrat višjo od neto profitno maržo. In pač to je posledica visoke stopnje investiranja in tudi tega tako imenovanega mrežnega učinka, ki tudi tem podjetjem v prihodnje omogočajo, da izkoristijo možnosti za rast in tudi ta tako imenovani first mover advantage, torej prvi pobere večino smetane, medtem ko bo konkurenca pobirala bolj kot ne le ostanke. In tudi, če pogledamo, kar se tiče teh kazalcev, ne, vidimo, da imajo veličastnih 7 kar precej denarja v svojih bilancah, 4,3% glede na tržno kapitalizacijo, v času tehnološkega balona pa so imeli skoraj enkrat manj. In tudi razmerje med dolgom in kapitalom je približno enako. Lahko pa smo mirni, ne, če pogledamo res donos na lastniški kapital v primerjavi, v tistem času vidimo, da je občutno višji in tudi podobna slika je pri neto profitni marži. In zdaj povzetek je lahko ta, ne, da vrednotenja so vseeno visoka, ampak ne pretirana. In tudi, če pogledamo cikle, ki so običajne cikle, ki veljajo v nekje valu uveljavljanja novih tehnologij, najverjetneje se nahajamo šele v prvi od 4 faz. In nekako, če to drži, potem nas
v naslednjem valu čaka občutno povišanje števila podjetij na tem segmentu in tudi še občutno višja vrednotenja. Ampak res pa je, da obstaja tudi tveganje, da trenutno navdušenje nas lahko pripelje do nekega ekstrema ali tudi do balona. Dobro, umetni inteligenci bo nedvomno 2024 bomo še dosti spremljali, pa tudi imeli dosti za povedati. Zdaj pa gremo še na naslednjo temo, bi rekel, brez katere si v zadnjih letih, bi rekel, močno vpliva na dogajanje na finančnih trgih, to je seveda geopolitika. Imamo dve, bi rekel, vojni trenutni, bi rekel, malo večji, torej še ta v Ukrajini in sedaj letos se še dodala vojna na Bližnjem vzhodu, pa seveda glavna, bi rekel, tema geopolitike, rivalstvo med ZDA in pa Kitajsko. Uroš, ti tukaj bolj spremljaš dogajanje, kaj meniš, kaj nam bo prineslo 2024 na tem področju? Ja, geopolitične napetosti zagotovo predstavljajo nevarnost za svetovno gospodarstvo in finančno stabilnost v prihajajočem letu 2024. Vele sile se namreč spopadajo zaradi prehoda iz enopolarnega v večpolarni svetovni red, ki se je že začel po razpadu Sovjetske zveze leta 1985. ZDA so izgubile svojo prevlado zaradi vzpona Kitajske, ponovne oživitve Rusije in nenazadnje tudi slabšanje odnosov z nekaterimi pomembnimi zavezniki, kot je na primer Saudska Arabija. Multipolarnost bo v prihodnje zagotovo prinesla več konfliktov in negotovosti, kot je to že pokazal v zadnji ruski-ukrajinski spopad. Če pogledamo, ukrajinska protiofenziva je poleti v bistvu zaustavila in pustila Ukrajino v nevarnem položaju, saj se sooča s pomanjkanjem vojaške opreme, tudi streljiva in vojakov. Vedno bolj je vprašljiva tudi nadaljnja finančna podpora zavezniče, posebej ZDA. Čeprav obstaja majhna možnost, da Rusija izkoristi to situacijo in zaseda več ukrajinskega ozemlja, bi takšen preobrat že negativno vplival na evropske trge. Dobro. Leto 2024, koliko spremljam, bo tudi leto volitev, tako da tudi tu nas bo, bi rekel, bo zelo pestro dogajanje na tem področju. Zagotovo v letu 2024 nas čaka pomembno politično dogajanje, predvsem zaradi ključnih volitev v državah, ki predstavljajo več kot polovico svetovnega prebivalstva. V središču bodo nedvomno zagotovo novembrske volitve v ZDA, a svetovna javnost bo spremljala tudi volitve v Tajvanu, pomembno bo tudi v Rusiji, Ukrajini, Evropski Indiji in še marsikje drugje. Volitve bodo imele pomembne posledice za geopolitično in gospodarsko okolje, pri čemer se bodo nekateri učinki pokazali šele v letu 2025. V ZDA se pričakuje, da se boste na predsedniških volitvah ponovno podrgovala Joe Biden in Donald Trump. Dobro, zdaj si omenil ameriške volitve pa Donalda Trumpa, ne? Torej, kaj bi, če se slučajno res vidimo, nekaj spremljamo, da mogoče niti ne bo smel kandidirati, ampak pustimo to še sodiščem ZDA, ampak kaj bi pomenila morebitna Trumpova zmaga na naslednjih ameriških predsedniških volitvah, po tvojem mnenju? Ja, morebitna vrnitev Trumpa je v bistvu ena vrsta nočna mora za zahodne liberalne elite, saj on v svet vedno prinese neko nestabilnost, škoduje globalni trgovini in diplomaciji. V najslabšem primeru bi pa lahko on sprožil tudi kako novo vojno nazadnje, ne? Ker je Trump populist, bo brez zadržkov trošil in zniževal davke, uvajal bo protekcionizem. Že zdaj je tudi nakazal, da bo zaustavil neke osrednje te Bidenove reforme, vključno za to osnovno v zakonu o zniževanju inflacije in spodbujanju čiste energije. Tudi zunanja politika bo postala manj predvidljiva, kar bi seveda vodilo do novih napetosti, ne samo do Kitajske in Bližnjega vzhoda, ampak tudi do Evropske unije in NATO, kot smo videli že v prejšnjem mandatu. Pomembne poleg ameriških pa bo sigurno volitve, bi rekel, ki jih bomo zdaj v začetku leta spremljali v Tajvanu, ne? To pa vemo oreh med Kitajsko pa ZDA, ne? Tako, že prihodnji mesec v bistvu bodo na Tajvanu izredno pomembne predsedniške volitve, ker bo ključno vprašanje, kakšno bo razmerje Tajvana s Kitajsko v prihodnje. Izid volitev bo pomemben kazalnik za možnost mirne združitve ali priključitve Tajvana Kitajski in tu se bo ta v bistvu na tej bodo dva kandidata, ene predstavnik demokratske stranke, kandidati, na drugi strani en kandidat stranke KMT, ki racionalno podpira Peking. Ankete kaže, da imata oba dva trenutno enako možnosti za zmago, ampak če bo zmagala KMT, stranka, ki je
v bistvu podpira Peking, se pričakuje, da bo s Kitajsko bolj sproščen dialog in toplitev gospodarskih odnosov, vsaj za neko naslednjo obdobje. V nasprotnem primeru, če pa zmaga demokratska kandidata, pa lahko prinese zaostritev odnosov s Kitajsko in morebitne sankcije, zlasti v tehnološkem sektorju. Ne nazadnje pa bo tudi poslabšanje prišlo do ameriških-kitajskih odnosov zaradi ter morebitno ražljanje z orožjem v Tajvanskem ožini, kot smo že videli tudi v preteklosti. Dobro, hvala, Uroš. Dobro, če gremo od geopolitike ali pa mogoče tema, ki povezuje tudi geopolitiko, oziroma povezuje ZDA pa Kitajsko na tem področju, to pa je nedvomno, bi rekel, ta zeleni prehod. Torej, mislim, da tukaj imamo, cel svet ima enak cilj, torej to cilj je, da nekako do leta 2050 pridemo do tega, do neto ničelnih izpustov toplogrednih plinov, torej da razogljičimo gospodarstvo, ampak pot do tja mislim, da ne bo enostavna. Damjan, ti to spremljaš? Kako se ti zdi, kako smo na tej poti? Ja, res je. Moje izhodišče je, da bo za zeleni prehod potrebna res največja mobilizacija človeških, finančnih, tudi naravnih virov v zgodovini civilizacije. Vidite, ne, leto 2023 je spet bo najtoplejše leto v zgodovini za 1,4 stopinje više kot v predindustrijski dobi, ne, tudi z ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki smo jim priča, recimo tudi v Sloveniji. Sam sicer nisem alarmist, ampak hočem reči trezno in racionalno bi rad opozoril, da vidimo glavni podnebni kazalniki jasno kažejo, da je zdravstveno stanje tega našega planeta kritično, ne, in se bo slej ko prej še poslabševalo, pravzaprav ne glede na to, kako mi sami potiskamo glavo v pesek. Zdaj, kje smo zdaj na poti doseganja ciljev Pariškega sporazuma, ne? Za klimatsko znanost v bistvu ni dvoma, ne? Emisije toplogrednih plinov so tiste, ki so glavni povzročitelji segrevanja ozračja, tudi podnebnih sprememb. Sam recimo v tem mojem prispevku omenjam, katera je najpomembnejša, ne, enačba v procesu razogljičenja. Poglejte si jo, ne, je zelo enostavna, ampak je ključna za razumevanje teh osnov, od kje prihajajo izviri emisij, ne, in kakšne so recimo potem poti do njihovega znižanja. V bistvu tukaj ni nekega odkrivanja tople vode, obstajata dve poti, ne, do znižanja emisij. Seveda, če ne pristajamo na zniževanje življenjskega standarda, ne, kar pa mislim, da ne bomo, to pa je, da moramo postati seveda energetsko bolj učinkoviti, s čim manj porabe energije, ne, na dolar ustvarjenega BDP-ja, pa hkrati čim hitreje, ne, preiti na čistejše vire energije, brez izpustov, ne, toplogrednih plinov. Ampak pri čemer, ne, bi rekel, v zadnjih 10-20 letih, ne, kljub več tisoč milijardnim investicijam, žal nismo dovolj uspešni, ne. Ni pa še konec sveta, ne. No, se omenil si, torej, kako pa je z obnovljivi viri energije, ne, ki naj bi bili eden izmed temeljev, ne, ki so pa v zadnjih letih vseeno, bi rekel, niso dosegli svojih ciljev, predvsem zaradi tega, bi rekel, inflacijskega obdobja, so se te investicije, bi rekel, kar krepko podražile, ne, kje so zdaj z obnovljivi viri, kaj se dogaja z njimi? Ja, tukaj vidimo, ne, na sliki imamo energetsko učinkovitost, ne, še pred obnovljivimi viri. Gledam, ne, pač to je, se pravim, bom kasneje se vrnil na obnovljive vire, ne, imamo energetsko učinkovitost, ki je bila ena od osrednjih tem na tem zasedanju podnebnem COP28, zelo ambiciozen cilj, da bi do 2030 podvojili napredek, ne, pri letnem izboljšanju energetske učinkovitosti. In tukaj ta slika, ki jo gledamo, leto 2023 je bilo, ne, prav gotovo korak nazaj, je ta energetska učinkovitost upadla z 2 na samo 1,3%, tako da celo pod dolgoročno trendno vrednostjo. In tukaj na desnem delu grafa gledamo sedanje pretekle trende, levi stolpci, ne, desni zeleni stolpci prikazujejo, kako učinkoviti bi morali biti, ne, da potem do leta 2050 dosežemo res podnebno nevtralnost. Ampak zato, ne, da dosežemo neto ničelne emisije do leta 2050, potrebujemo res, vidite, velik tehnološki preskok in tudi letne stopnje izboljšanja energetske učinkovitosti bi morali zrasti z 2 na okrog 4% letno, ne. Zdaj, če se vrnem recimo na obnovljive vire, seveda, ne, se mi zdi pomembno poudariti, ne, da kljub tem številnim izzivom, ne, bodo letos ta vlaganja v proizvodnjo elektrike iz sončne energije 380 milijard dolarjev, ne, prvič bodo presegla vlaganja v črpanje in proizvodnjo nafte, ne, to je zelo pomemben mejnik. In seveda na tem mestu seveda nimam časa, ne, da bi se spuščal v podrobnosti, ampak
v prispevku recimo najdete mojo analizo, podrobno analizo, kako je s stroški pridobivanja električne energije, kako je z energetskimi donosi pri različnih vrstah pridobivanja energije. Na splošno, po mojem mnenju, so obnovljivi viri v zadnjih letih po krivici v nemilosti, če lahko recimo verjamemo podatkom Mednarodne agencije za energijo, so že danes stroškovno učinkoviti, tudi ekonomsko konkurenčni v primerjavi s fosilnimi gorivi, kjer pa vemo, imamo že desetletja tudi zgrajeno praktično vso potrebno infrastrukturo. Dobro, Damjan omenja te prispevke, v bistvu so vsi ti prispevki, o katerih danes govorimo, zapisani v našem naložbenem mozaiku, ki pa bo objavljen jutri na naši spletni strani. Torej, zdaj, mogoče to zveni tako pesimistično, zaostajam, ampak so pa tudi neki razlogi za optimizem. Mogoče nepričakovano, kjer najdemo razlog za optimizem, je Kitajska. Tako je, Kitajska je poglavje zase. Mislim, Kitajci so res neverjetno, zelo resno so vzeli ta prehod na obnovljive vire. Zanje je očitno v resnici nek nacionalni strateški cilj, torej ne samo na papirju, kot je drugje na zahodu v glavnem. Tako da bo letos bojo oni na novo inštalirali za 300 gigavatov solarnih in vetrnih zmogljivosti. Tja do 2026 naj bi imele pa samo njihove sončne elektrarne zmogljivost neverjetnih 1000 gigavatov. Recimo, da boste imeli občutek, kakšni megalomanski infrastrukturni projekti so to. Ob samo recimo 20% izkoristku je to primerljivo z 280 jedrskimi elektrarnami Krško. In za dosego recimo ciljev Pariškega podnebnega dogovora pa potrebujemo globalno okrog 11.000 gigavatov nameščenih solarnih zmogljivosti, tako da mislim, da to v 30 letih ni neizvedljivo, če bomo sledili tudi kitajskemu zgledu. Mogoče še za konec samo kakšna beseda ali pa dve o, sektorju, teh delnic iz čiste tehnologije. Vemo v zadnjem letu eno večjih razočaranj. Kako je za naprej? Ja, trajnostne tematske naložbe v zadnjih 3 letih, kako naj rečem, globoko v temi, v popolni nemilosti vlagateljev. Mogoče celo z najslabšimi donosi tudi letos med vsemi investicijskimi zgodbami. In kot vidimo na sliki, so bile te naložbe povezane s čistimi tehnologijami in tudi obnovljivimi viri. Konec leta 2020 so bile ekstremno prenapihnjene. To je izhodišče, potem pa zaradi vseh intenzivnih vlaganj, zaradi potem stroškovnih prekoračitev, tudi velike zadolženosti teh podjetij, so bile potem te naložbe, bi rekel, verjetno celo največje žrtve dvigovanja obrestnih mer. In v zadnjih tednih se pa dogaja ob spremembi obrestnega režima, da spremljamo res močan odboj teh trajnostnih tematskih delnic, ki bi lahko bile v primeru, da pride do te tipične sektorske rotacije, bi lahko bile med potencialnimi zmagovalci potem v naslednjem letu 2024. Dobro, hvala Damjan, bomo videli, kaj se bo dogajalo z njimi. Dobro, zdaj mogoče pa gremo še na zadnja 2 sklopa, predvsem to, kaj se bo dogajalo na finančnih trgih, vse naš pogled, kaj se bo dogajalo na finančnih trgih v letu 2024. In če pogledamo na delniške trge, bi rekel, ena izmed stalnih kritik je vedno, delnice so predrage oziroma vrednotenja so previsoka, ampak jaz bi rekel, podatki, argumenti ne zdržijo tega. Zdaj, če pogledamo globalni delniški indeks, vidimo pričakovan, price earning, to je osnovni kazalnik, ki ga vedno spremljamo, torej kotira pri dobrih 16-kratnikov dobička za naslednje leto. Globalne delnice, če pa v bistvu pogledamo verzijo indeksa, kjer ima vsako podjetje enako utež, pa je to vrednotenje še nižje, torej poprečna delnica pa nekako kotira pri 13-kratnikov pričakovanega dobička, kar pa nekako celo pod povprečjem. Tako da, jaz bi rekel, tudi po tej rasti v letu 2023 delnice ostajajo zanimive, bi rekel, kot tisti naložben razred, ki je, bi rekel, brez katerega si še mi ne predstavljamo, da bi lahko gradil nekdo dolgoročno premoženje. Tako da, po drugi plati tudi mogoče ena bi rekel, opaska, zdaj z dvigom obrestnih mer v zadnjih 2 letih se tudi pojavljajo zgodbe, teza, mogoče zdaj, ko so obrestne mere višje, delnice več niso tako privlačne. Jaz bi rekel, ko primerjamo oba naložbena razreda, ja, dejstvo je to, kaj smo videli po finančni krizi, kjer so bile obrestne mere oziroma ti zahtevani donosi državnih obveznic nizki oziroma celo negativni, so res delnice imele
bi rekel, so bile izrazito videti privlačne, ne. In premija za tveganje, torej premija za tveganje, vemo, to je presežni donos delnica nad obveznicami, je bil res, bi rekel, zgodovinsko visok. Zdaj se je res da znižal, ne, torej v zadnjih 2 letih, ampak ostaja še vedno tam blizu 4%. Torej vlagatelji lahko recimo pričakujejo z naložbo v neke globalne delnice na dolgi rok še vedno blizu 4% višji donos kot v neko netvegano naložbo, kot so državne obveznice. In to je zelo blizu tistim, bi rekel, nekim zgodovinskim povprečjem. Tako da jaz bi rekel, da se je stanje normaliziralo v zadnjih 2 letih, torej da nismo v nekem novem, torej da zdaj so pa obrestne mere visoke, delnice več niso zanimive. Ne, v bistvu smo se vrnili na neke nivoje, ki so bili značilni pred finančno krizo leta 2008, torej v neko normalno okolje. Kar se pa tiče, bi rekel, če pogledamo malo znotraj delnic, torej recimo regije, zdaj tukaj nimamo grafa, kjer bi prikazovali vrednotenje vseh teh ključnih regij, kjer bi znova videli, bi rekel, že kar neko stalnico, so ameriške delnice daleč najvišje vrednotenje, medtem ko pa trgi zunaj ZDA imajo mnogo nižja vrednotenja. Vemo, na kratek rok vrednotenja nič ne pomenijo, tudi v preteklih letih so bile, predvsem po finančni krizi, ameriške delnice res tista najboljša zgodba, najbolj dominantna in vemo, predvsem zaradi zgodb iz tehnološkega sektorja. Ampak vseeno prikazal mogoče tukaj kitajske delnice, ki so verjetno najbolj nepriljubljene v tem trenutku v svetu, pa mogoče prikazali tudi, kako kotirajo, bi rekel, kakšna so vrednotenja posameznih delnic, ne. Na levi strani modro vidimo, bi rekel, vrednotenja teh gigantov, torej velikih 7 ameriških, teh veličastnih 7 in njihova vrednotenja. Na desni strani pa vidimo, bi rekel, 3 ključne kitajske družbe, čisto malo za primerjavo, recimo, če Tesla kotira pri 67-kratniku pričakovanega dobička za naslednje leto, pa recimo Byte, ki je že postal največji proizvajalec električnih vozil na svetu, pa samo pri 13-kratniku. In podobno je tudi pri ostalih kitajskih podjetjih. Razlogi za tak negativni sentiment, bi rekel, se je že prej Uroš omenjal, so na mestu, predvsem ta geopolitična zgodba, kjer se ZDA trudijo na vse pretege, da bi nekako omejile nadaljnji razvoj Kitajske, predvsem z omejevanjem, bi rekel, na tehnološkem področju, pa tudi, bi rekel, interni problemi, kot so težave v nepremičninskem sektorju, kjer se obadajo, bi rekel, s pokom tega balona, tudi demografska slika je slaba, ne, in mogoče prevelika zadolženost privatnega sektorja. So določeni negativni znaki, ampak spomnimo se, po finančni krizi, ki se je začela v Ameriki, je bil tudi zelo negativen sentiment proti ameriškim delnicam. Tako da bi rekel, mogoče takrat, ko največji negativni sentiment se tudi pojavijo neke priložnosti. Teda mi nekako, naša teza je, da ohranjamo kitajske delnice znotraj nekega globalnega portfelja, ne bi pa pretiravali z njimi. Če pa se še ozremo na koncu na sektorje, vse kot je že prej Aleš tudi omenjal, ja, vse je bilo, pa tudi sam vse je bilo v znamenju tehnoloških podjetij znova v letu 2023. Tudi naša teza je, da brez tega sektorja si globalne portfelje težko predstavljamo, tako da tudi so, kot je že Aleš omenil, med kandidati za evforijo, če se bo ta evforija okrog umetne inteligence nadaljevala, ampak kot je že tisti prvi graf, ki sem ga prej prikazal, nekako napotoval, mi nekako pričakujemo, da se bo tudi drugi sektorji letos priključili v tem nekem pozitivnem trendu na delniških trgih, torej vsi sektorji zunaj teh, bi rekel, zgodbe veličastnih 7, torej predvsem zunaj tehnologije, kjer so vrednotenja malenkost povišana glede na zgodovinska povprečja, medtem ko v ostalih sektorjih pa so še vrednotenja, bi rekel, na ali pa pod zgodovinskimi povprečji, in to nekako z našo tezo, da centralne banke bodo hitreje zniževale obrestne mere, kar bo nekako preprečilo tiste najhujše scenarije v gospodarstvu, bi nekako lahko dalo pozitiven polet tudi ostalim sektorjem, ne samo tehnološkem v letu 2024. Zdaj, če pa gremo še na konec, bi rekel, k drugemu naložbenemu sektorju, torej k obveznicam. Tukaj pa Uroš, mislim, Jure, ti spremljaš, kakšna so pa tvoja pričakovanja na področju obveznic? Ja, leto 2022 je zaznamovala visoka inflacija in centralne banke se bojujejo proti inflaciji na način oziroma skrbijo za stabilnost cen, tako da dvigujejo temeljne obrestne mere. Ker se povečujejo stroški financiranja, se znižata povpraševanje po blagu in storitvah, ter tako se cene umirijo, ne? Gibanju temeljnih obrestnih mer sledi gibanje tržnih obrestnih mer, kot je na primer Euribor in pa tudi državne obveznice krajših ročnosti. Kot lahko vidimo iz grafa, so se obrestne mere ECB, 6-mesečni Euribor in zahtevana donosnost na dvoletno nemško državno obveznico gibale skoraj identično.
Kakšna so potem tvoja pričakovanja glede nadaljnega gibanja? Vse smo že to omenjali, ampak še mogoče tvoje mnenje? Dejansko trgi ocenjujejo, da sta evropska ECB in pa ameriški FED že dosegla vrh obrestnih mer. Navsezadnje inflacija je že skoraj pri ciljnih 2%, tako v ZDA kot na evroobmočju. Pravzaprav se pričakujejo prva znižanja v naslednjem letu, kar pa pozitivno vpliva na cene obveznic. Zahtevani donosi in cene obveznic se namreč gibajo v nasprotni smeri. Zato so tudi bile take izgube obveznic v letu 2022, ko so se zahtevani donosi dvigovali. Sedaj je situacija nasprotna, saj obveznice ponujajo zelo atraktivne donose. Nemške in ameriške obveznice z zapadlostjo 10 let, ki veljajo kot naložbe brez tveganja oziroma angleško risk-free, ponujajo letni donos nekje nad 2%, ameriške v dolarjih pa okrog 4%. Tiste obveznice s krajšo ročnostjo, na primer dvoletne, pa trenutno ponujajo celo višje donose, nemška pri 2,5% in pa ameriška pri 5,4%. Vkolikor pa je vlagatelj pripravljen sprejeti malo višje tveganje, pa se najdejo podjetniške obveznice, ki ponujajo donose celo višje od dividend. Po drugi strani so se obveznice izkazale kot varno zatočišče v primeru recesije. Kot je trenutno povišano tveganje po recesiji, bi lahko obveznice ponovno odigrale svojo vlogo in zaščitila sredstva vlagateljev. Dobro. Hvala, Jure. Jaz mislim, da smo nekako prišli do konca tega webinarja, mogoče da strnemo vse te naše poglede, bi rekel, v zadnje točke. Torej, naš glavni pogled je nekako, da se bo inflacija v letu 2024 nadalje zniževala in se bo približala ciljnim 2%. In to bo nekako omogočilo centralnim bankam, da preko kar občutno znižajo te ključne obrestne mere. S tem pa se tudi verjetnost recesije nekako znižuje. Torej, če bo centralne banke pravočasno začele ukrepati, zniževati obrestne mere, v bistvu se potem verjetnost recesije zniža. Ni pa čisto tako, da bi rekel, ta verjetnost bila zanemarljiva, ker moramo vedeti, da ti učinki obrestnih mer vedno prihajajo z zamikom, tako da mogoče se še niti niso odrazili popolnoma v letu 2023, ampak bo njihov učinek viden komaj v letu 2024. Tu, če pa pride do recesije, pa mi menimo, da bo blaga oziroma je ne bomo pretirano občutili. Vse to moramo vedeti, da ni nekih pretiranih neravnovesij v gospodarstvu, kot so bila recimo pred letom 2008 in veliko finančno krizo. Kar se tiče naložbenih razredov, kot smo dejali, delnice ostajajo kljub tej rasti v letu 2023 privlačne, zanimive, vrednotenja so povprečna, medtem ko pa predvsem tista povprečna delnica, torej če gremo izven teh veličastnih 7 pa tehnološkega sektorja, pa vidimo, da so vrednotenja celo ugodna. Kot smo rekli, veličastnih 7 pod vplivom umetne inteligence ostaja nek kandidat za euforijo. Vemo, psihologija vlagateljev, kako deluje, ko neka vroča zgodba, zelo radi sodelujejo pri temu, ampak mi vseeno mislimo, da v letu 2024 je smiselno, da imamo razpršen portfelj, nekako da bo tudi ostali sektorji letos sodelovali v tej rasti, ne samo tako kot leto 2023, ko je zelo ozek segment delniških trgov sodeloval, rekel, tu nekje do zadnjega meseca in pol. Kar se pa tiče obveznic, ostajajo privlačne, kljub temu, da so se mogoče v Evropi malenkost te obrestne mere pa pričakovani donosi, zahtevani donosi znižali, ampak bi rekel, v primeru recesije bodo odigrale svojo vlogo in bodo tudi služile kot nek blažilec padcev na delniških trgih. Pa še za konec, kaj naj vlagatelji naredijo, tukaj na svet dokaj podoben oziroma enak kot v lanskem letu. Torej še vedno menimo, da je globalni delniški portfelj tista najboljša izbira za dolgoročnega vlagatelja in bi rekel, edina garancija, da res dosega tiste donose, ki jih delniški trgi ponujajo. Obvezniški uravnoteženi skladi so še vedno primerni, bi rekel, predvsem za vlagatelje, ki mogoče niso tako nagnjeni k tveganju, pa ne prinesejo teh nihanj na delniških trgih, ali pa imajo mogoče finančni cilj, ki je mogoče bližje v prihodnosti, kot pa recimo nekdo, ki varčuje zelo dolgoročno. Pričakovani donosi, kot smo že večkrat dejali, ostajajo privlačni, kljub rasti v letu 2023. Če pa slučajno dobimo recesijo ali pa kakšne padce, ki vemo, da jih bomo dobili, tudi letošnjem letu smo imeli 2 korekcije, torej prvo marca, ko je bila mini bančna kriza, pa drugo bi rekel tu v poletju do jeseni. In to je nekaj normalnega, tudi to bomo doživeli v naslednjem letu in navadno je tako oziroma vedno se je izkazalo v preteklosti, da so to bili tudi najboljši trenutki za dosego nekih nadpovprečnih donosov oziroma za nove nakupe.
Tako da jaz bi se na tem mestu nekako zahvalil vsem skupaj in se nekako tudi poslovil. Jaz upam, da bo ti naši nasveti, naši pogledi vam pomagali v naslednjem letu, da dosegate, da sprejemate neke, bi rekel, pametne finančne odločitve, pa tudi dosegate neke pozitivne donose. Tako da za konec mirne praznike in pa uspešno leto 2024.